Živijo! Dobrodošli na našem kanalu The Food! Danes bo meni pomagala moja Ela. Živja! Kako si? V redu. Kaj pa danes mi da kuhala? Majonez in pire z puhano cvetačo. Ja, to je taka hrana, ki je že od otroštva ful obožujem in moji otroci zdaj tudi ful obožujejo. Malo smo jo sicer dodelali takrat, ampak jaz mislim, da je še boljša, ne? Ja, je. Tudi tvoj recept je zraven, ne? Ja. Malo si ga pomagala. Majčkanje, ja. Grejo po sestavine. A boš ti prinesla cvetačo? Ja, lahko. Prav, jaz bom pa krožnike šel iskat za naše pohanje. Evo, tele. Ti boš razžvrkljala jajc. Razžvrkljala ga bo. Ful ga bo razžvrkljala. Jaz pa ta čas vzel dilo, pa nož, pa bomo razrezali tole cvetačo našo. Zdaj cvetačo je dosti simpel razrezati. Najprej odrežemo tale bed. Potem bomo tlele zarezali in tele cvetke dali narazen. Evo, gledajte, kako gre lepo narazen. Kakor hoče velike cvetke. Jaz vam naraž neke te velikosti. Če so prevelike, je premalo drobtin zraven, če so pa premajhni, se pa hitro zažgejo. Zdaj pri tem receptu je fajn, ker dobimo dejansko tele sestavine čez celo leto. To pomeni, da dobimo slovenske sestavine, se pravi iz slovenskih kmetij. Takole, cvetače smo dali na take koščke približno, zdaj bomo pa še blanširali. Ti pa lahko te čas malo posoliš. Ja, pridem. V vreli vodi pustimo jo 5-10 minut. Evo, pa bomo tebi dali tole cvetačko. Jaz mislim, da je najbolj, da začneš ti kar panirati, ne? Se vladaš, ne? Tole imaš drobtine. Najprej moko, jajca pa drobtine, ne? Tako. Moka, jajček, drobtine. Pa boš pa videla, koliko se boš popecala, ali pa tudi ne, ne? Ja, se imam rada peckarila. Vidiš. Vse le gor boš odlagala tele tvoje cvetačice. Jaz se bom lotil pa kar krompirja. Zdaj za tale naš pire krompir bomo uporabili nek klasičen recept. Se pravi, olupili bomo krompir, ga bomo razrezali na približno enake koščke, pa ga dali kuhati. Na zmerno vretje tam cca nekih 20 minut. Ne pozabiti soliti vode. A veš, kakšen komad v krompirju Ela? Ali pa v cvetači? Moja cvetača sredi Ljubljane. Tule imamo že skuhan krompir. Fajn je, da je ravno prav kuhan, ne sme biti prekuhan. Že takole je dober. Ja, res je dober. Naredila bo pa še boljška. Ja. Zdaj, ena varianta je, da ga date čez stiskač, prav za pire krompir. Ti se najbolj simpel, najhitrejši, pa dober rezultat dobite. Če tega nimate, je še najboljše, da se vzamete tehniko tole, se pravi čez cedilo in ga počasi pretlačite. Zakaj to delamo? Da bo res tak rahel kremast krompir. Brez grudic. Tole je malo bolj dolgotrajno, ampak je pa rezultat odličen. Ok, ta čas bom pa jaz narezala, nasekljala domače kumarice. Ja, kdo jih je pa naredil? Pa Vidrina. Jaz imam krompir pretlačen, zdaj bom dal pa noter še majonez. Ta majoneza bo v bistvu namesto masla, ki ga damo ponovati, ta je naš pire krompir. Nežno premešamo. Jaz sem pa tukaj pač približno na enakomerne koščke narezala 3 kumarice srednje velike in ja, to bomo dali. Ampak kar dala noter, ne? Ja. Tako je. Lahko daš noter še kanček soli. Jaz bom dal noter pa še malo sladke smetane. Zdaj, kakor hočete redek kremast krompir, toliko dajte te sladke smetane noter. Lahko tudi z mlekom nadomestite. In spet nežno mešamo, da se vse lepo poveže. Bo, ne? Probi.
kaj manjka. Malo soli? Najče ne. Ja, no, kar deva. Takole, pire imamo nekako pripravljen. Opa! In ga bova odložila tjale. Zdaj se pa lahko lotimo paniranja, ne? Ja? Najnih cvetačk. Ponavadi karkoli cvremo, ponavadi cvremo v olju, ne? Ampak danes bomo pa naredili na old school way, ker olja še ni bilo pri nas, in bomo cvrli v svinjski masti. Ful bo dal zraven enega okusa. Res vnen kik za tole našo cvetačo. Domača svinjska mast. Peršut je tole zrihtal. Ja, to velik, ja. Kakor olja, ne? Vse se bo stopilo tole zdaj vse. Damo gret. Celo poshodajte. In počakamo se, da zadeva počasi stopi, pa pride tam nekje na 170 stopinj. Naša mast je zdaj segreta in bomo začeli ta dobra stvar, ne? Cvetačke noter. Kako diši, ja. Veliko Ko mi olje, čakam na cvetačke, to obožujem. Evo jih. Tole cvremo približno 2 minutki, kolikor jaz vem. Do lepe zlato-rumene barve, a ne? Ja. Oziroma, ja, tako. Evo, naša odsvrta cvetačica. Tako diši. Zakaj mora biti tako vroče? Zbi že zdaj. Ja, paz, da se ne spečeš. Korenčke bomo dali tu zraven našega obeda. Jaz si bom narezal sam na pol, pa jih bomo malo odsvrali. Ni glih od fotra noša, ne, ampak bo. Madonca. Korenček bomo takole razrezali na četrtine, pa ga malo podsvrali na hiter. Tako je, ti lahko kar začneš pripravljati krožnik. To je poskusno, tako da tega še nisem delala. Se tudi, če ne bo najlepši, bo še zmeraj ful dober. No, evo, midva se tole jed finiširala. Saj je nič posebenega mogoče tale cvetača po krompir. Ampak s tistim našim pridihom pa majonezice, pa tole svinjske masti, jaz mislim, da smo kar obogatili tole zadevo, a ne? A boš probala? Ja. Daj. Prav čuti majoneza, pa kumarca, kako paše sraven. Ja. Hrusta prav fajn. Imamo še cvetačko našo. No, To je pa tako sladko. Prav fajn. to je pa cvetača another level. Vse unika ste vegetarijanci, dajte to narediti v navadnem olju. Tisti, ki pa niste, boste pa zelo cenili tole svinjsko mast. Ja, ma. Otroci! A pridete na cvetačo? Jonas, pridi! A boš ti tudi cvetačo jedel? Kaj boš probal? Tole, No, daj! Zvoli. tole, lekanice. Najprej da, še ti probal. To ni cvetača. To je kruha. No, kar vzem. Tole puhan pistanc. Ja. Kakšno je? Dobro. Dober. No, evo, otroci naši zadovoljni. Eni mislijo, da pohanega piščanca jejo, eni pa vemo, kaj jemo, ne? Ja. Je pa dejansko to kar zdrav obrok, pa celo leto dobimo vse sestavine. Vem puhan pistanc. Naročite se na naš kanal! The Food!